Letos praznujemo 60-letnico rimske pogodbe in govorimo o enakopravni Evropi, v kateri imamo vsi enake pravice, tudi o povezani Evropi. Avtoceste so zagotovo nekaj zelo pomembnega, da smo bolj mobilni, in mene kot Slovenca je vedno presenečalo, da se lahko po nemških avtocestah vozimo brezplačno, se pravi brez plačila cestnine. Prav tako pa me je presenetil tudi predlog, ki ga je pripravila nemška vlada in bi bil diskriminatoren do tistih, ki od drugod prihajamo skozi Nemčijo, saj bi konec koncev samo tujci plačevali cestnino v Nemčiji. Zato podpiram to resolucijo, ki je bila Podpiram resolucijo, ki je bila sprejeta, saj ravno preprečuje to diskriminatornost. Podobne diskriminacije se pojavljajo tudi pri naših avtoprevoznikih, ko potujejo skozi Avstrijo. Podobno se dogaja tudi pri storitvah, ki jih opravljajo v tujini, zato bomo morali biti v bodoče pri nediskriminatornem obravnavanju Evropejcev zelo pozorni. Nun kommen wir zum letzten Thema und letzter Rednerin bei den Abstimmungserklärungen. Es ist für den Bericht von Herrn Sigfried Mureşan zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2018, Einzelplan 3. Bekommt Frau Paloma López Bermejo für 1 Minute das Wort. Señora presidenta, he votado contra las orientaciones